Prijeten večerni pozdrav z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu. Drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo Prve lige Telemach. Pred tednom dni se je začela 36. sezona slovenskega državnega prvenstva. Prvi krog je že prinesel nekaj zanimivih razpletov, drugi krog bo malce okrnjen, saj bodo odigrane le 4 tekme. Ena izmed teh bo drevi soočila rekordnega prvaka z novincem med slovenskimi prvoligaši. Ena pa je že končana, Mura je doma premagala Olimpijo z 1:0, kot vidite tudi na vaših zaslonih. Jutri bosta še 2 tekmi, Bravo Nafta in Koper bo igral večerno srečanje. Prvič danes recimo na klopi pri gostih tudi Jasmin Kurtić. Videli pa smo tudi prvi udarec, Nalan Koren je sprožil prek vrat, 11. minuta je to po koncu pretekle sezone. Feta, znova Repas, predložek pred vrata, odlično in gol! Sam je ostal Bradley Mbondo in Maribor je v 13. minuti povedel z 1:0. Bradley Mbondo pa prihaja do svojega prvenca v slovenski prvi ligi na 66. tekmi. Prvi gol v tej sezoni in prvi sploh za Mbondoja. Poglejmo še enkrat, odličen predložek Žige Repasa in pozabili so Grosupeljčani na Mbondoja, ki je bil na robu vratarjevega prostora, popolnoma osamljen in lepo je tu zaključil. Brez moči je bil Jaka Zrnec in prvič je vratar Brinja v prvi ligi tudi viher. Lepo se je ponudil Tio Cipot. Odlična podaja Cipota proti Čipambi. Čipamba lahko tudi strelja in obramba Jake Zrneca ostaja 1:0, 19. minuta. In sicer bo gostila Koper 2. avgusta. Jovičević zdaj prihaja do strela z glavo, toda brez nevarnosti za Juga. Znova Vid Hojić, Kevin Benkić podaja pred vrata, pa na to Hojić do strela, toda ne nevarno za Ažbeta Juga. V ogrevanju Cipot lepo proti Bombiću, ta takoj v sredino in odlično Zrnec po strelu Čipambe. Oglasil se je tudi Šabanagić. Priložnost je bila to za Maribor za povišanje vodstva. Izvajalec kota je Tin Levanič na bližnjo vratnico in samo Matjaž je prišel do strela z glavo, toda precej je zgrešil. 43. minuta. Čipamba, tu je Cipot, priložnost za hiter protinapad. Luka Zahović je všel gostujoči obrambi in potem zaključek, toda na pravem mestu Zrnec. Ni bilo dvignjene zastavice, to je dejansko bila priložnost prenesti težišče igre na tekmečevo polovico. Darko Milanič je poudaril pred tekmo, da Grosupeljčani imajo, ko imajo žogo v svojih nogah, jasen. Levanič znova k Benkiću, podaja v sredino. Priložnost za Korena, ki strelja mimo gola. Nalan Koren, dober poskus iz obrata, 56. minuta. Ni sicer čisto 100-odstotno, da bo Rekik ostal v Mariboru, pa vendarle. No, zdaj Čipamba, veliko prostora za Isaka Čipambo, ki je preigral Matjaža, preigral tudi Benkića in zadev za 2:0. Isak Čipamba v 78. minuti. Viša vodstvo Maribora in bliža vijoličaste prvemu kompletu 3 točk v novi sezoni.
dobra podaja je bila to, če se ne motim, je bil to Nejc Viher, potem pa Čipamba, najprej mimo sama Matjaža, potem je iz igre vrgel še Kevina Benkiča in pa zaključek z levico mimo vratarja Jake Zrneca. Čipamba torej za 2-0, še 2-3 menjave bo opravil Goran Markovič, vstopa tudi Jasmin Kurtič. Protinapad Mariborčanov, Dario Wiesinger osamljen na tekmečevi polovici zdaj še, toda podal se je proti vratom, podaja v kazenski prostor. Napaka potem Vlahoviča in 3-0. Napaka Vlahoviča, kaznoval jo je Tio Cipot za dokončno potrditev 3 točk Maribora nocoj v Ljudskem vrtu. To je 83. minuta in prvi Cipotov zadetek v tej sezoni v slovenski prvi ligi. Takole je Dario Wiesinger najprej poskušal zaposliti Gonsalveša, potem pa je nerodno izbijal Vuk Vlahovič in na koncu je do žoge prišel Tio Cipot. Z levico je nameril malo mrežico in povišal prednost Maribora na 3-0. Nerodnost se je pripetila Vuku Vlahoviču, ki je bil potem viher do žoge. Tam je Cipot, zdaj Jan Mlakar, prvič po vrnitvi v Maribor v stiku z žogo. Wiesinger na desnem krilu, nov nevaren napad domačih. Wiesinger strelja mimo gola. Televiziji. Feta. Gonsalves, malo se je zapletel in žogo izgubil, morda lahko to izkoristijo gostje za častni zadetek. Nik Zrnec do udarca in obramba Juga. Torej, prvi poraz za Brinje v prvi ligi Telemach. Kako ste vi danes doživeli ta obračun, kakšen je vtis po koncu srečanja? Dobro, najprej čestitke domačinom za končno zasluženi zmagi. Mislim, da so danes bili v ključnih momentih pač boljši od nas. Za nas je pa to neka šola, da nam mora biti jasno, da moramo delati res perfektno tekmo, zminimalizirati te individualne napake, če hočemo biti konkurenčni taki ekipi, kot je Maribor. Zagotovo boste lahko povlekli tudi kakšne pozitivne stvari iz nocojšnjega obračuna. Tudi v situacijah ste bili, ko bi se lahko drugače razpletlo in morda celo dosegli zadetek. Ni bilo tako enostransko, kot morda kaže rezultat, ne? Pa dobro, na koncu vsi vemo, da je pač rezultat glavno merilo, ne? Mislim, da pač mi smo poskušali ustrajati na tej svoji igri, pri teh svojih principih, ki pač gradimo že nekaj časa. Kot ste omenjali, ne moram reči, da je bilo toliko slabo, ampak se pravim, na koncu pač je to, kar je se zgodilo. Gospod Markovič, najlepša hvala in pa srečno v nadaljevanju prvenstva. Hvala. Čestitke za zmago, prvo v letošnji sezoni, s 3-0 ste bili boljši od novinca v Ligi Brinja. Kakšen je vaš vtis po odigranem obračunu? Ja, na rezultat lahka tekma v bistvu izgleda, ampak v bistvu je bilo ogromno truda vloženega že skozi teden. Brinje spoštujemo, igrajo mislim, da zelo atipičen nogomet v tej ligi, tako da jim čestitam. Zdaj, hkrati smo pa zadovoljni z zmago, mislim, da je bila zelo potrebna zdaj na začetku sezone. V Aluminiju nismo zabili, danes smo dali 3, tako da mislim, da imamo nek napredek se vidi. Vemo pa tudi, da to ni to, da imamo še veliko prostora, da še napredujemo in to lahko pokažemo že naslednji teden v Celju. Morda pa bi bila predstava vseeno še boljša, če bi bile polne tudi tribune, ne?
Kako je bilo igrati pred praznim Ljudskim vrtom? Ja, res je, izgledalo, da je prijateljska tekma, žal. Mislim, da zdaj še 3 tekme, bo tako. Škoda, ker doma je tu res lepo igrati pred ogromno navijači. Je pa res tudi, da zdaj, ko končava, da gremo na južno ploščad pozdraviti, tako da jih tudi, če jih že ne vidimo tukaj, jih vseeno slišimo. Sedaj vas čaka štajerski derbi s Celjem. Prvič po zelo dolgem času se je zgodilo, da Maribor ne igra v kvalifikacijah za evropska tekmovanja. Verjetno pa sedaj lahko na to gledate kot neko prednost. Za pripravo boste namreč imeli več dni kot nasprotnik. Iz izkušenj, ko govorim, nikoli ni to vplivalo na to, kakšen je bil pol rezultat, tako da mogoče fizično, ja, da bomo imeli kakšen dan več frej kakor Celjani, ampak hkrati so aktualni prvaki, tako da gremo v Celje maksimalno pripravljeni. Mislim, da se bomo dobro pripravili na njih in da gremo po 3 pike. Žiga, hvala in sretan Brinja. Po tisti uvodni zgodovinski zmagi v prvi ligi Telmah sedaj tudi prvi poraz. Kako ste vse skupaj doživeli, kako je to izgledalo danes na zelenici Ljudskega vrta? Ja, videli smo, prišli smo do nekega prvega resnega nasprotnika v tej ligi. Vemo, da se bo Maribor letos boril za prvaka. Imeli smo sicer idealno priložnost, zdaj, ker še niso čisto sestavljeni, celotna ekipa še ni, da bi jih mogoče danes presenetili. Mislim, da na terenu vse, na kar se tiče posesti, pa tega smo stali solidno. Imeli svojo igro, ampak vseeno vidi se, da nam zmanjka tam v zaključku akcij malenkosti, medtem ko Maribor svojo kvaliteto izkoristi te priložnosti in so zasluženo zmagali, tako da čestitke Mariboru. Verjetno se je tudi v fazi obrambe ne poznalo prvi gol, denimo iz prekinitve, pa na to iz protinapada. To so te neke situacije, morda tudi pomanjkanje nekih prvoligaških izkušenj, če bi se strinjali. Ja, mogoče, ali pa tudi ne, mislim, res je, da imamo mlado ekipo, ampak drugega si trenutno ne moramo privoščiti, s to ekipo smo prišli gor. Vseeno fantje dajo vse od sebe, tako da jih moram vseeno pohvaliti. Res je, da nam mogoče malo zmanjka, tako kot sem že rekel, določene tehnične napake, par napak na polčas tam v ključnih trenutkih, kjer se ne sme žoga enostavno zgubiti. Ekipa, tako kot je Maribor to izkoristiti, tako kot recimo iz kontre, ki ste rekli drugi gol ali pa prvi gol. En zamudil iz prekinitve, nažalost, to se ne bi smelo zgoditi na tem nivoju, ampak na tem nivoju je to dosti za porast, tako da nimamo kaj. Kapetan, najlepša hvala in pa srečno. Najprej čestitke za prvo zmago v novi sezoni. S 3-0 ste bili doma boljši od ekipe Brinja. Kako ste vse skupaj videli, kakšen je vaš prvotni vtis po tem odigranem obračunu? Tako je jasno, da smo zelo zadovoljni zaradi rezultata, zaradi pristopa, katerega smo imeli fantje. Bili smo delovni, znali tekmo delati in potem smo skozi to prišli do visoke zmage. Vse drugo bi bilo verjetno zdaj scenarij popolnoma drugačen, to pomeni fantje, super oddelana tekma, znali smo v nekih določenih trenutkih tudi potrpeti proti ekipi, katera je v posesti zelo dobra in potem v pravih momentih zabili, tako da zmaga je super zame, predvsem zaradi tega, ker so fantje to, o čemu govorimo, naredili na igrišču. Pred tekmo sva govorila o realizaciji in seveda rezultat 3-0, skoraj da ne bi mogli biti bolj zadovoljni. Za nameček še 3 različni strelci. Ja, res je, da prvi gol fantastičen iz kombinacije po kornerju, potem še 2 res zelo lepa gola. Tale Ajzak je res zabil po solo prodoru, super gol, tudi Tio. Tako da smo zadovoljni, imeli smo poleg tega še nekaj. Verjetno bi bilo vse skupaj malce mirneje, če bi prej zadeli, ker smo imeli tudi v prvem polčasu 2 res lepi priložnosti. Pa vendar, še enkrat bom ponovil, da je bila zmaga res pridelana in vesel sem, da so fantje zelo hitro sporočilo razumeli. V naslednjem krogu odhajate na gostovanje k državnemu prvaku Celju. Kje morda še vidite prostor za napredek v ekipi? Polno je prostora. Mi smo danes v nekem trenutku, če govorimo o tem, da smo hiteli s posestjo, hitro zgubljali žogo, da bi mogli to malo boljše oddelati, vendar na koncu te to delo spet nagradi. Tako da seveda je polno tega, ker želimo biti boljši in bomo sigurno skozi tekme tudi postali. Najlepša hvala, še enkrat čestitke za zmago in pa se vidimo v soboto. Hvala lepa. Hvala.